Dame in gospodje, ljubitelice in ljubitelji košarke, prisrčen pozdrav in dobrodošli v 17. epizodi AS podcasta. Danes bomo znova govorili o košarki, zato v svoji družbi z velikim veseljem pozdravljam našega strokovnega sodelavca, analitika Iztoka Franka, nov komentatorski par, Luka Šucin in Mirko Mulalič, ter tudi svojo malenkost, Tina Namut, sem z vami. Fantje, pozdravljeni. Živijo oče. Glede na to, da imamo novega ameriškega predsednika, se bomo poglobili v njegovo debato z Joeom Roganom ali to raje izpustimo. Zdaj, če hočete, da ta studio ostane še takšen, kot je, mislim, da se lahko kar se raje pogovarjamo v ligi NBA. Precej lažja in lepša in prijetnejša tema. Ja, na dan volitev ni tekem v ligi NBA in zdaj bom Iztoka vprašal, a volitve vplivajo na ligo, kakorkoli? Ja, politika sigurno vpliva na ligo. Ne? Danes bomo, ali pa vedno, predvsem govorimo ne samo o ligi NBA, ampak o Dallas Mavericksih. Recimo, že v samo Dallasu so imeli zelo zanimivo kombinacijo. Ne? Drži. Lastniki novi, oziroma lastnica je največji donator Trumpa, medtem ko je bil Mark Cuban en najbolj izpostavljenih podpornikov Kamale Harris. Ne? Tako da težko reči, da politika pa volitve ne vplivajo. Vemo tudi, da se je NBA liga zelo močno postavila recimo na proizraelsko stran, ko se je začel konflikt v Gazi, tako da so te zadeve, ki vplivajo. Ne? Ja, Liga NBA je drugače izgubila tudi kar velik denarja s svojimi političnimi potezami. Daryl Morey. Ja, Daryl Morey. Oni so izgubili cel kitajski trg, ne? In tega ni bilo malo. še dobro, da imajo super zvezdnike, ki držijo po konci kitajski trg. In zato recimo zdaj vidimo, letos je bilo četrtič zapored, tretjič mogoče, Abu Dhabi Games pred začetkom sezone, ker v bistvu želi Liga NBA nadomestiti kitajski trg, kjer se v bistvu tekme 18 mesecev sploh ni dal videti, prenašati in se zdaj selijo na seveda Bližnji vzhod. Na koncu volitve gor dol, če je za biznis dobro, se bodo tudi novi lastniki in Mark Cuban dobro razumeli, mogoče kmalu vidimo tudi igralnice v Dallasu. In dajmo kar v srž naših tematik o Dallasu. 10 tekem NBA sezone, CCA je za nami. Dallas je trenutno na razmerju zmag in porazov 5-5. Snemamo tik pred začetkom pokala lige NBA, k kateremu se še vrnemo. Abu Dhabi. Emirates Cup, ne? Emirates oziroma ta iz Dubaja. Kako se stvari povezujejo, neverjetno. In zgodba za tem, kako je Liga NBA prodrla na Bližnji vzhod, je zelo zanimiva. Namreč ta glavni Sabula Malahadin je študiral v Bostonu in se je zaljubil takrat v košarko, ko je hodil na tekme Bostona. Bil je pa navijač LA Lakersov, tako da ni bil dobro sprejet potem, ko je začel s to zgodbo, ampak seveda pod palcem ima dovolj, da je na svojo stran dobil proizraelsko vodstvo Lige NBA. Izjemno zanimivo. Izjemno zanimivo. Pozabil sem že, kaj hočem vprašati. Tudi jaz sem... 5-5, Dallas. 5-5 Dallasa. Mirko, smo razočarani? Pa niti ne. Drugo vprašanje? Jaz mislim, da kot prvo bi rad povedal, da sme zelo veseli, da si se končno v 17. epizodi prvič predstavil gledalcem. Se upravičujem, no? In da končno rejo, kdo je ta mož z turtleneck poloverjem iz očali? No, svež brez podcasta. Kar se tiče 5-5, pa jaz ne bi delal nobene panike. Jaz mislim, tista ekipa od lani, ki je prišla v finale, mislim, da tudi ni nujno, da bi bolj začela kot to. Tista ekipa od lani je bila zelo dobro, se je mečirala z vsemi na zahodu v play-offu in je imela v match-upih neke prednosti, da jim je uspel ta podvig, ki je bil nepričakovan realno v tistih momentih, ker tista ekipa se sestavlja tik pred zdajci, pred koncem. Tako da jaz še zdaj ne bi delal neke panike, to se še iščejo, neke kombinacije, Frale komi čaka, da nam pove kakšne statistična dejstva, ampak kot vidim, Jason Kidd eksperimentira, da Luka je manj na žogi, da probajo drugače inicirati napade in tako naprej. Tako da ne vidim še zaenkrat razloge za paniko. No?
Ko smo ravno pri statistiki, ne, Frale, mislim, da si na Substacku svojemu, pa glede na to, da je itak večina followerjev, subscriberjev iz Amerike, lahko predstaviš slovenskemu občinstvu na hitro, objavil si članek Statistika s kontekstom po 10 tekmah. Prosim, predoči nekaj dejstev. Ne, jaz bi sam omenil, da ta njegov Substack je nekaj najboljšega, kar se je zgodil Dallasu in slovenskim ljubiteljem Dallasa. Torej, če še niste subscribani na Fraletov Substack, če še to niste naredite. podpisniki. In podpisniki. No, mislim, treba dati tudi nekaj denarja, ampak je pa tudi za človek ni stonkarje pocen, nekaj je. Ja, ne, pa vse prav. Res je. Velika pohvala, no, to sem hotel izpostaviti, da delaš božje delo. Hvala za reklamo. A nisem to jaz danes? Božje delo. Naslednjič Oče, grešil sem. Naslednjič mogo imeti majico z linkom še. Hvala za reklamo. Ampak ne, hvala. Vprašanje je bilo kaj? Statistika s kontekstom. 10 tekem je za nami, statistika s kontekstom. Kaj najbolj bode v oči? Zdaj bode, mislim, par stvari je, ki izstopa, ne? Zdaj, vse so pa mogoče, jih lahko, če govorimo o kontekstu, povežemo na teh 5-5, ne? 5-5, se strinjam z Mirkotom, niti mogoče ni presenečenje, niti ni neka panika. Prej so govorila pred oddajo, kako ta ekipa funkcionira, ne? Kyrie Irving, Jason Kidd, tudi Luka včasih so tako zelo brez panike, bo že, ko bo treba, ne? Tako da to ni presenečenje. Je pa vse vsaj zame malo razočaranje, ne? Ker se je napovedovalo, Dallas pa tudi v predsezoni so napovedovali, zdaj gremo pa resno, smo kandidati za naslov in kot kandidat za naslov bi pričakoval, da malo boljš odpreš sezono, ne? V teh 5-5, recimo, kaj najbolj bode v oči, je mogoče to, da vsi statistični podatki vsem govorijo, da je Dallas boljša ekipa, kot je teh 5-5. Ne? In tukaj je noter skrit ta, Američani rečejo, ta clutch rekord, ne? Se pravi v tekmah, ki so se odločale v zadnjih napadih, posestih, in tukaj ima Dallas trenutno rekord 1-4. Ne? Se pravi, če bi oni 1-2 teh tekme dobili, bi imeli rekord 7-3, 6-4, bi se že drugače pogovarjali. Tako da to je glavna stvar, pol pa stvar, min katere pa ne moramo, je pa definitivno Lukov, bomo rekli, produkcija podpovprečen štart, kar se tiče njegove učinkovitosti v sezono. Ne, Mirko je omenil, da je manj na žogi, ne, tu sem videl, smo imeli včeraj na Twitterju debate, prerekanja, zdaj je to razlog ali ni, ne, človek še vedno prvi porabnik žog lige NBA, največ šutov vrgel, 24 šutov na tekmo, tako da bi težko rekel, da je to razlog, da nima dovolj žoge. Jaz mislim, da je bolj, da je mogoče sezono recimo malo bolj počasi začel. Ne? Predvsem mete te sporozdalje, ki jih ponovadi redno zadeva, ker mi smo navajeni, ne? Da ta met za 3 točke pri njemu fluktuira, ampak ta bread and butter je bila ta pol distanca zaključovanja v raketi in to je, kar zdaj trenutno najbolj bode v oči, kjer Luka trenutno te mete, ki jih je ponovadi zadeval, ne zadeva. Ne? Veliko smo se pogovarjali o tem, da Luka ima preveč žogov v svojih rokah. Ne? In če ima letos on končno ekipo, v kateri lahko mogoče da žogo bolj od sebe, ali pa se ne vsak napad začenja prek njega, ampak ga začenja, ne vem, PJ Washington, Najee Marshall, Kyrie, kdorkoli, in žoga posledično kasneje pride do Luke in pol on operira 1-1, kakorkoli. Jaz bi rekel, da je to celo dobro, ampak je to en sistem, v katerem Dallas ni bil, odkar je Luka v ekipi, in se na to treba tudi malo navaditi. V končni fazi tudi Luka najbrž se mora navaditi. Luka se mora in če njegova statistika je na koncu sezone ne 34 pik na tekmo, ampak jih daje, ne vem, 27 ali pa 28, pa je blizu trojnega dvojčka, jaz mislim, da je to dolgoročno za Dallas boljša stvar, kot pa da ima on izvenzemeljsko statistiko in pač na koncu ne prije Dallas do tega, kar želi osvojiti. Mene Dallas sploh ni presenetil s tem 5-5, ker to gledamo, odkar je Luka v bistvu v Teksasu. Oni so praktično vsako sezono začeli grozovito, pol se pa tam decembra začeli počasi pobirati, oziroma včasih je bilo še kasneje med po All-Starju in po trade deadlineu. Jaz mislim, da mogoče Luka tudi nima vseb zapisan to, zdaj pa jaz moram tekmo 1 do 10, jih pa moram... Sej, v bistvu to je lahko preslikava tudi na vsako tekmo, ker oni katastrofalno začenjajo tekme. Prve četrtine oni dobivajo po 35 mirno. Od ekip, ki ne bi smeli dati 35 do, ne vem, Denverja, ki je pač logično, da ti bo dal določeno število točk. In
Malo mi to ni jasno, no? Zakaj se ti ne moreš v tekmo spraviti Ja. na začetku. Mislim, Mirko, mogoče je to zate bolj Mogoče kot igralec. Pa kot igralec ne morem se lih nekako uživeti v Luko Dončića. Pa Top ne tri samo igralce pač na na svetu. splošno, a ne? Na splošno, ampak kot sem jaz, neka moja analiza, ki je mogoče malo bolj psihološka, ampak mogoče pozabljamo dejstvo, da od Luke karijera poteka, kot bi se nekdo od nas spravil za PlayStation in začel na NBA 2K My Career in bi to do nekje 23-24 leta šlo, kot da je nekdo spisal pravljico, ampak Luka je dejansko že sigurno emotivno in pa psihološko izčrpan. In vsak igralec, dajmo si pač povedati po resnici, 82 tekem pač ne zanimate začetek sezone, ne zanimate sredina sezone, vsi vejo, kaj na koncu prihaja in kaj je pomembno. In prepričan sem, pa to ne štejem njemu v negativo oziroma kot slabo, da Luka ni na začetku sezone motiviran tako, kot bo potem kasneje v fazi in da bo tudi Dallas, ker je on motor ekipe in lider, hočemo ali nočemo, ne rabi biti vokalni, ampak kot njihov najboljši igralec, da je to nekako ta posledica. In zato jaz sploh ne delam panike, ker tako kot je že Frale rekel, tudi Jason Kidd je tako naravnan, tudi Kyrie Irving, ko bo treba, jaz mislim, da bo Dallas malo drugače zgledal. Sigurno, ja, pa nisem jaz ne razočaran, ne šokiran, da se je to tako začelo. Ampak to smo recimo videli, da je v bistvu kar malo institucionalno, ne? Da že lani, ko se je Dallas imel praktično vse šanse za home court advantage, pa so se oni v bistvu zavestno odločili, da jih v bistvu to ne zanima. Ne? S tem, da Luka zadnji 2 tekmi sploh ni igral, ne? Ko so oni teoretične možnosti so bile, ampak oni so takrat rekli, da nas to ne zanima, pač ok, mi gremo iz 5. in oni so pač vsako serijo so pač začeli v gosteh. Ne? In jaz bi rekel, da je to, pa nam rekel, da je to problem. Problem zna biti, ja, če je zdaj ena tekma, pa ti počivaš Luko Dončića, ki imaš realno šanso za home court, ne? Ampak tako, mislim, meni se zdi, da cela organizacija oziroma trenerski štab pa igralci res ne dajo veliko pomena na to, oziroma se oni nekaj odločijo in stick with it in gremo. In lani je ta stick with it šel kar daleč. Ne? Se strinjate, da je trenutno pri Dallasu najboljši igralec Dallasa Kyrie Irving? To se ti strinjaš sam s sabo zdajle. Ker vem, da boš rekel, da je. Včeraj si že rekel, da boš ti vodil ta podcast, zdaj si dal meni besedo in evo. Ne, hočem te vklopiti v tale podcast, oče. Ne, tebi je Kyrie Irving najboljši. Po 10 tekmah bi definitivno rekel, da je Irving najboljši igralec. Ampak bi to rekel po... Pa to ni nek dis Luka tu, kakorkoli. Ne, Ne, jaz mislim, da, če gremo nazaj, jaz mislim, da pa na te, kar sem prej omenil, Lukatov slabši štart. Ne? Jaz mislim, da problem tega Lukatovega slabšega štarta je to, da ima v bistvu, da bom porabil eno besedo, ki na nam najde dobro slovensko, kaskadne posledice. A ne? To je neki ziv spet. Domino efekta, ne? Tako, ni bil ziv, so se kar sam spomnil. Ampak domino efekt je, ne? Zakaj? Vsi smo pričakovali, v prejšnjem podcastu smo govorili, ko bo prišel Klay Thompson v to ekipo, Quentin Grimes, koliko bo se več metali za 3 točke, to, kar lani niso. Dallas, v bistvu se je situacija obrnila v kontra drugo smer. Dallas je bil vedno top 5% trojk na tekmo, zdaj mislim, da so nekje 16-17 in so tretji v mid-rangeu. Ampak zakaj se to dogaja? Luko v teh 10 tekem sezone daleč najmanj podvajajo, največ se proti njemu igra drop, nekaj malo pustijo v raketo, manj se pomaga, ker tam pač ni toliko učinkovit, kot je bil prej. In zato ne pride v teh rotacij. Kyrie Irving, ja, je najboljši igralec, ker Kyrie Irving ne rabi nobene rotacije, ne mu da žogo, on bo odigral svoje. Medtem, ko jo Klay Thompson rabi, ne, videli smo, da sem zelo na začetku s tem dropom, v vseh tekmah smo jim vzeli lop, a ne, se pravi, Nurkića, če ste gledali obe tekme s Phoenixom, do zadnjega je čakal in je vedno ostal s centrom, se pravi, se pusti Luki kakšen več midrange, kakšen več floater, ki jih pa trenutno ne zadeva. Ne. In tukaj je problem, da ta napad ni toliko eksploziven, kot smo mi mislili, da bo. Obramba je dosti dobro izgledala do zadnje 3-4 tekme, ko se je v bistvu poškodovala 2 najboljša obrambna igralca, ki sta Lively pa PJ Washington, že prej manjkal Kleber, Exum, se pravi, ne vem, 4 od 5 najboljših obrambnih. Ampak jaz mislim, da je tukaj ta problem tega, zakaj za Dallas mogoče ni dober, da Luka ni najboljši igralec, pa ne zato, ker bi mi to radi, ampak zato, ker to potegne za sabo vse ostale, medtem ko Kyrie Irving je pa
pač kralj in bo funkcioniral sam v vsakem sistemu. Ne? Psiholog. Mislim, da vem, čemu je problem. Škoda, ker ni Saše z nami. Da okrivim Ilirijo, ker Luka je bojda treniral tam celi mesec. In seveda, jaz sem lani tam igral in sem padel iz prve v tretjo ligo, ja seveda, trener je kriv, Stipe Modrić je kriv. Ne, šalo na stran. Super, odlična. Šalo na stran. vzporednica. Jaz se strinjam s Fraletom, mislim, da nimam kaj preveč za dodati. Ne bojim se za Luko, za njegovo formo, ampak jaz mislim, da ni najboljši. Strinjam se, da Luka ni trenutno njihov najboljši igralec, ampak mislim, da bo to padlo v nek ekvilibrium, kaskadni efekt. A gremo vidno, ker Videl je puli knjižni klub besede. Knjižni klub. Knjižni klub. To je to. Beseda tedna za besedoljubce. In ja, igralci, ki poškodovani so, ne bomo rekli, da niso pomembni, so zelo pomembni in jaz mislim, da bo to vse ok. Kar se pa play-offa tiče, to se strinjam z velikim Charlesom Barkleyjem, ki so mu vedno bolj podoben, mimo grede. A res? Se kile nabirajo. A res, okay. Se ne vidi, ampak tehnična ne laže. Ni še krize. It's all about matchups, pravi gospod Charles v play-offu in do tja bojo že prišli, kakor bojo prišli in sploh jih nekako, nimam še sploh interesa se jim toliko posvečati, Frale se jim mora, ampak ja, jaz jih bom na podrobno gledal šele tam po novem letu. Tako, ker se bo v bistvu Luka odločil, da bo podrobno pogledal To je ta Ilirija efekt. ja, Ilirija efekt, po novem letu začnemo malo igrati. V bistvu po srpskem, po pravoslavnem novem letu. No. Tako. V bistvu. Ne, Takrat je tudi recimo... Ne, po kitajskem, bodimo bolj natančni. Samo veš, te v Dallasu imajo raj pravoslavno. Okay. In recimo bo... Pa ne, pa dobro, se to ni nič Sta bila na čevapih tam, ne? Ne. Na mestna zrezek sta šla na čevape. Ne, sva kar odlamljala tam neka rebra. Terrius Black. Ja, Terrius Black. Ne, letos bo pa, ko bova midva v Dallasu, bo tudi srbsko novo leto in takrat sta dve zaporedni tekmi z Denverjem. Kar pomeni, da bo tudi Čanč prišel, ne, pa Jole. Terry Blacks bo oživel. Terry Blacks bo po mojem... Sem ne po 9 uri zvečer. Ne po 9 uri, ker si lahko ustreljen. Verjetno izgledala kot srbska reprezentanca na ceremoniji podelitveni. Vse verjetno. Na podcastu živo. Jaz bom ekonom, veš, ki je vedno malo čabi, ki preleti na teren. Še zadnja stvar mogoče v Dallasu. Jason Kidd je poskrbel za eno neznačilno novinarsko konferenco, kjer je ekipom oziroma klop Dallasa vrgel pod avtobus in rekel, dobesedno naša klop smrdi v tem trenutku. Kar je mene mogoče šokiralo, ampak istočasno sem se pa takoj na Fraleta spomnil in njegovo teorijo, da je načrt Jasona Kidda tak, da Klay Thompson, ko pridemo enkrat do faze, ko Mirko Munalić začne bolj podrobno spremljati Dallas, začenja tekme na klopi. Ne? In tip je tako skritiziral vse skupaj, da ne vem točno, ali je to bil zdaj klic tem ljudem, morate igrati boljše, ali je bilo to mogoče zaščitu s tem igralce prve peterke, čeprav se tudi tukaj lahko pogovarjamo, da je naprimer Gafford v prvi peterki namest Livelyja, minutaža Quentina Grimesa, ki je v bistvu igral točno 0 sekund na tekmi proti Denverju, po drugi strani pa Spencer Dinwiddie. Te konference sem to, ne? Ta rant Jasona Kidda, ki je rekel, smrdi, konkretno so ga ob Grimesu vprašali, ne? Je rekel, da mora zadeti kakšen šut, ne, na tej tekmi, vrgo je šut, pa tega je zadev. Super, to se pravi. Da je kakšen šut, bomo pa igral. Njega bi tudi lahko fact-checkali. Fact-checkali kot Trumpa, res. Ja, pač jaz bom se držal svojih misli tudi iz prejšnje sezone. Meni se zdi, da Jason Kidd iz tedna v teden, iz tekme v tekmo me razočara in tudi ta novinarska konferenca mi je dvignila živce. Ampak kako je možno, da te on vedno znova razočara, a obenem, mislim, track record, oziroma kako se temu že reče, razmerje zmag in porazov, dosežki, odkar je on trener Dallasa, težko očitaš kaj. Ok, uno leto, ko niso prišli niti v play-in, seveda vredno očitka, ampak on je
lani pripeljal ekipo do finala, ki noben ni mislil. 3 leta nazaj je bila ekipa v konferenčnem finalu, ki noben ni mislil, da bo tam. Ampak spet smo kle. Očitno nekaj deluje. Ne? On ima v svoji ekipi najboljšega zemljana, ki se bavi s košarko. Ima velik head start pred, ne vem, ampak Stevom Cliffordom. Koliko je super, ki mimo grede ni več trener v Ligi NBA. Mislim, da je zdaj postal pomočnik nekje. Ali je pa celo prevzel eno ekipo, se nima veze. Ne, ni. Ne, ni. No, tukaj bi jaz rekel, ko bomo šli na ostale ekipe, ne? Recimo, vidite, koliko so se določene ekipe spremenile s tem tako imenovanimi X-enov trenerji, geniji v glavi, taktiki, Kenny Atkinson, kaj dela Cleveland. Tako, 12-0 mislim. Potem, če gledate Phoenixa, spet z Baden-Holzerjem, ki vsi govorijo, je guru, five-out, košarke, spacing in tako naprej. In stvari, ki se Jasonu Kiddu učitajo ravno, da ni on taka te dva. Spravo, on ni nek vele taktik, spacing, detajli, ampak ima pa to, kar je rekel Mirko, Ko pa pride playoff, ko pa pridejo matchupi, ko pa pridejo psihologija in tukaj zdaj vsako leto posebej, jaz sem v teh 3 sezonah to nekako sprejel, ko pravijo ne spreminja tistega, kar ne moreš sprejmi, in tukaj Jason Kidd tak je in on nas bo skozi redni del sezone frustriral, ampak po drugi strani je on razlog ta, da je Kyrie Irving že 2 leti igra tako, kot noben ni pričakoval, da bo kadarkoli še igral, ali pa da bo tak faktor v Ligi NBA in to veliko več pomeni, kakor mogoče taktika, zaradi katere bi bil Dallas roko na srce, če gremo nazaj na klač, kako so zaključevali te tekme, spet frustrujoče. Bi lahko imel z drugim trenerjem, bi rekel, v rednem delu skor 7-3, ampak v play-offu pa vprašanje pa dolgoročno, če bi ta ekipa zdržala. Čeprav včasih se mi zdi, da to valenje krivde na trenerja za zadnjo akcijo je pretirano. Naprimer, ta zadnja akcija proti Denverju zdaj, sem pol bral, ne vem, ali je bilo na Twitterju ali kje že, da kako je lahko v takem položaju Kyrie dobil žogo, da zakaj se ni vsaj kot decoy uporabljal Luko in tako dalje. Če gremo pogledati akcijo še enkrat, bilo je 6 sekund do konca, ne rabiš biti glih mastermind, tako kot Jović pri Miamiju, ker nisem vedel na kjero, ko sem gledal posnetek, nisem vedel na kjero stran ekipa napada, pa je dal koš za zmago. Pač spol ima mogoče je boljši taktično. Ampak kaj več zahtevati? Žoga je prišla do Kyrija, Kyrie je imel šut, ki je prej 5 zadev na tej tekmi in falil je. Isto tekmo prej proti Phoenixu, tam je bilo še manj kot sekunda, ampak to so vsi težki meti čez roko. Zdaj ne govorim, da je to krivda Kida, on ima take igralce, ki to tudi sami hočejo, žogo v teh situacijah, ampak mogoče vsem bi pa mogoče v kakšnim zadnji minuti, zadnjih teh 3-4 tekem vsem probal en hero shot totala, mogoče kaj izrisati, da pride mogoče, Klay Thompson do njega šutajo iz bloka, Mirko bo povedal, da ima izkušnje. Moramo malo diferencirati ekipe, ki nimajo veliko talenta in kot si rekel, ekipe kot imajo igralce, tipa Luka Dončić, imaš Duranta, imaš Kyria Irvinga in tam lih ni najboljše, da je trener, govorim zdaj pretiravam, seveda, da je v redu, ampak Spoelstra, Greg Popovich, se pravi, taktično vrhunski trenerji, ni nujno, da so najboljši za igralce, ki imajo svoj navdih, so praktično neobranljivi, ko vse, kar rabaš narediti, mu dati prostor in ga izolirati, da igra 1-1 in ti bo dal koš, ko to potrebuješ. Tako da tle ni potreben pri Jasonu Kiddu neko veliko filozofiranje. Obrnemo se na Euroligo. Ergi Ataman, to je taktično, njega ni v top 5 ljudi je boljši. On ne hodi na treninge. On hodi na plažo. Ja. Phil Jackson, najboljši taktični trener, ne, ampak ve, kako ravnati s Shaqom, ve, kako ravnati s Kobejem, ima pa ljudi za sabo, tako kot ima Kidd, Sweeneya in tako naprej. In ta aspekt se mi zdi zelo pomemben pri talentiranih ekipah, kjer imaš ti igralce, ko sta Kyrie, Dončić, ja, sigurno je pomembno, Spoelstra nariše akcijo, pa da Jović koš, ampak ti res rabiš narisati akcijo, ti Luka Dončić uteče pod koš in da, tudi jaz mislim, da on tega sploh več nima v sebi. Zakaj? Zato, ker je v 1-1 toliko dober. A me razumete, kaj hoče povedati? In tle so ene velike razlike in ti moraš kot trener zdaj balansirati med tem. Ti lahko tazga zvezdnika tudi užalaš, če ti rišeš tam neke ne vem kakšne akcije, ker on se v vsakem momentu počuti, da je mismatch na 2 nogah. On je samo tisto, daj mi tle žogo, sprazen te, tako kako bi. Oho, I got this. To se strinjamo. In to je to. Glavna odlika Kida je environment kluba,
environment v slačilnici, ne mogoče na terenu. Ne? Kaj pa environment, recimo spacing, ne vem, taktika levo, desno. In to je na dolgi rok se je pokazalo kot uspešno, zdaj bomo pa lahko tekom te sezone spet si pulali lase, tako kot Luka. Mene bo itak že vciril sam, da bo na novinarski konferenci s kapco leto. Ono nazaj, ono bejzbolsko kapco, pa To je klasika. Dej si to stvar doli sebe. Na novinarski konferenci si gledate milijone in milijone ljudi, ti prideš, kada si... Kaj bi na podke sprašil s kapo? Razumel sem, ne bom več skapo. Čakaj, si Sopranove skozi gledal? Ne, samo pač tako, ni mi prezentabilen, mi ni polno. Sem pa videl, kje je prišla Miami referenca, ne? Ja. Ne, kdo so trenerji, ki mislite, da bi lahko handlali, ki lahko v NBA-ju handlajo superzvezdnike? Pač jaz mislim, da Spov je absolutno človek, ki mu lahko daš karkoli. Ampak ja, ko je LeBron prispel tja, prosti, ker sem ti besedo vzel, je šel prvo sezono čez pravi pekel. Preden te taki igralci sprejmejo in sprejmejo to, da jih boš ti vodil in boš hotel neke detajle od njih, traja, da dobiš njihovo zaupanje. Takrat je prišel LeBron v pisarno Peter Riley, pa je rekel, ti boš trener, ne? Ja. Odpel tega Spoja stran. Okay. In če takrat ne bi Peter Riley rekel, ne, Miško, trener je Spova, ne? Ampak to mora spet biti tam Peter Riley, ki mu noben ne more nič reči, oziroma največja avtoriteta. Takih kombinacij pa zelo malo, ne? Ja, ampak moj point je ta, da tudi če je LeBron to naredil, je on mogel sprejeti in tam je bil nekdo, ki mu je rekel, ne majstore, vsega pa ne vodiš ti, ne? In on bo trener. In kaj se je zgodilo? Miami je 4-krat zapored igral finale v vseh 4 letih, pa 2-krat je osvojil. In kolikrat smo mi bili že v debati, predvsem mogoče bolj, ko govorimo o slovenski reprezentanci, da Luka tu se premalokrat postavi mejo, če temu rečemo, da se mu postavi mejo. A bi rabili mogoče kaj takega? Da je pol tudi, ker dejstvo je tudi, da LeBron se je v Miamiju spremenil, ne? Tudi po moje kot človek na nek način, oziroma odrasel v nekem košarkarskem pa osebnem smislu. On je najprej, ki je prišel v Miami, prevzel vlogo, jaz sem pa zdaj the villain, ne? On je bil zdaj bad boy. In pa je dobil po kepi prvo leto. In to ga je spremenil. Jaz bi rekel, da je bolj Dallas poskrbil, da je LeBron dobil po smrčku, pa da je pol spremenil tudi mogoče, kako se... Jaz bi bil ekstremen v enem pogledu. Jaz mislim, čeprav je to Dallasova epizoda od začetka od Luke Sanska, ti začetek, kako so ga oni sploh komponirali in potem šele dali na žogo. V nekih variantah je začenjal celo na 4 na začetku pri Carlislu. Ampak ni franšiza, ki je morda idealna za njega, za človeka, govorimo o takratnem stanju Dallasa, Cubanu, ker so bili navajeni na Dirka Nowitzkega, ki je profesionalac v vsakem pomenu besede. Pa ne govorim, da Luka ni, ampak je popolnoma drugačen tip igralca osebnosti, kot je to neki Dirk. In prepričan sem, da če bi Luka, predstavljam si, prišel v neko franšizo, ne vem, Gregu Popoviču, bi tam ostal morda celo kariero, a bi to drugače gledali. Ne vem, Luka v Real Madridu ni takšen skorer, kot je v Dallasu oziroma v NBA-ju, pa je to logično, se NBA je tudi drugačen brand košarke in tam je to zelo pomembno. Ampak se sprašujem, če bi bile njegove številke drugačne in bi morda že na kontu imel kakšen naslov, seveda je to odvisno tudi od ekipe, katera bi bila okoli sestavljena. Tle je toliko enih faktorjev, ampak prepričan sem, da bi glede nekega elana, zagona, mogoče na trenutke profesionalizma, neka večja avtoriteta bila nad njim. Ker mislim, da ga v Dallasu te avtoritete nikoli ni bilo. To sem hotel reči. On rabi en father figure v trenerju. Ne? On je imel Pabla Lasa, je imel praktično on je najboljši igralec na svetu in statistično mi se pogovarjamo zdaj o nijansah. Ampak pogovarjamo se, kaj je pač Tilen tudi vprašal, kdo bi pa lahko bil. Ne? Samo zakaj misliš, da to ni Jason Kidd? Ne? Ker jaz mislim, da tukaj pa jaz bi dal vsem to kredita Jasonu Kiddu, pa sem bil jaz zelo skeptičen, preden je prišel, tudi ni mi bil všeč vsa prtlaga, ki je v prnecu Dallasa, ne? Te kapce, ne, v kufrih pa tako. Ja, kapce so še najmanjši problem. Ampak, kaj hočem reči, ne? Jaz mislim, da je en tip igralca Kyrie Irving, ki ima čist drugačne psihološki profil, ampak v končni fazi ista stvar, ne? Sprav, v vseh klubih so imeli z njem problem, kako ga nekako kontrolirati, da ne zbezla, ne? Iz okvirov, da ni on več kot klub, ne? Ampak
oba imata respekt do Jasona Kidda, zakaj? Ker je oslovil naslov, ker je bil v njihovih čevljih, supergah, ker je bil igralec, ker je bil super igralec, ker je bil playmaker, ker je imel žogo, pa ker je imel neverjeten košarkarski IQ. In jaz mislim, da ona dva to spoštujeta. Ne? Zdaj, koliko je bivših igralcev s takim profilom trenerjev trenutno, jih ni velika. Ne? In jaz ne vem, če bi, kako bi se Kyrie Irving ali pa Luka Dončić poistovetila ali pa z enim Gregom Popovičem ali pa z Erikom Spoelstrom, ki nista superstarja tega kova. Ne? In tukaj jaz mislim, da je ta dodana vrednost Jasona Kidda, zdaj so pa to vse hipotetična, kaj bi bilo, če bi bilo lahko, pa da bi bilo točno tako, kot je Mirko rekel, ne vem. Ne vem, jaz čisto gibam in on ima čisto prav. Jasona Kidda veliko bolj spoštuje in to se vidi, kot je Carlisle, se vidi že po reakcijah, interakciji in mislim, da prav iz tega razloga. In zdaj pa je to tista stvar, tak trener je tudi idealen, ne vem, nekemu Kobe Bryantu, ker ti vsem pusti nek prostor, ampak Kobe Bryant je 19 ur na dan v dvorani, s pitama, ne. Zdaj pa imaš pa igralce, ki to pač ne počnejo. In zdaj, dokje je ta meja skozi kariero, vedno, ko si starejši, ko pa tvoja kariera zaradi takih stvari, ker imaš več frej, ker to se pač ne obrne navzdol, ker sam v sebi nimaš tega, da si, 6-8 ur v dvorani in si, Dirk Nowitzki po nekih delovnih navadah in tako naprej. Ker longevity je pa ena stvar, ki v NBA-ju zelo pomembna. Sej, zaradi tega, kar sem prej rekel, jaz skozi mislim, da trenutno je Jason Kidd pravi trener za Dallas in ne vem, zakaj bi ga menjal, ker zadnje sezone so pokazali, da je sposoben, je pa dejstvo, da pač Dallas ni šel do konca. Ne? In če smo iskreni, ko Luka vedno govori, pa če je on iskren, mene zanima naslov in če ti tega naslova, zdaj ko realno imaš ekipo, ti ne moreš letos reči, ja, Dallas nima dobre ekipe, če je ekipa ista kalani plus še nekaj, kar si rabo, izgovorov ni več. Ne? In če ti z Jasonom Kiddom v 2 letih ali pa 3 letih ne moreš osvojiti in si vedno prekratek, pa se pa poraja vprašanje, če je on kljub temu, da je spoštovan in vse skupaj, hkrati tudi taktično tako dober trener, da te pripelje do konca. In je mogoče vredno pogledati nekam drugam, pa pripeljati drugega, ki mogoče je tudi na tem področju boljši od Jasona Kidda. Mire, kaj je te bilo pomemben v karieri? Trener, specialist za X and O's, ali motivator oziroma nek? Jaz sem tudi malo tako poseben, recimo, da sem po karakterju bolj poseben, ja, poseben. Poseben si. Sem zelo poseben. Ampak po karakterju bolj Kyrie Irvingu in sem zelo moteč hiter ratam za celo ekipo, za klub, ker ratam. Zdrahar bi temu rekli. Ampak ne znotraj ekipe. Ne znotraj ekipe. Meni je bilo zelo pomemben, da meni trener zaupa in da imam jaz občutek, da je nekako človek na moji strani in da mi pusti, da sem jaz, recimo. In ni jih bilo veliko takih v moji karieri, ampak s takimi nikoli nisem imel konfliktov. Recimo, meni je bilo to ful pomembno. Zdaj vsak je psihološko malo drugačen in Jason Kidd, glede na to, da je bil playmaker, to so ljudje, ki čisto v drugih dimenzijah na igrišču razmišljajo. In on psihološko zna profilirati in Kyrija in Luko in se zna pogovarjati s vsakim od njih, sem prepričan, na svoj način in mu dati tisto, da se ta igralec počuti. Ti se moraš počutiti na igrišču, da nisi omejen. Ker morda se nekateri ne bodo strinjali, ampak košarka je umetnost. Ti, ko si na igrišču, ko imaš žogo v rokah, kot da bi imel čopič in rišeš po platnu. In če ti skozi nekdo to omejuje, če si super zvezdnik oziroma to tudi ni najboljše. Tako da ja, jaz mislim, da Jason Kidd trenutno je dober, zdaj pa match-upi so bili problem proti Bostonu. Jaz mislim, da oni tiste serije ne morejo zmagati. Lahko smo srečni in zadovoljni, da so bili v finalu in to je en velik uspeh za lansko ekipo. In neke prilagoditve na to so naredili. Zdaj pa, če se znajdejo spet v finalu z Bostonom, pa spet nekaj ne gre na robe in ni uspel, se lahko o kakšni taki stvari pogovarjamo. Jaz tudi nisem bil zadovoljen z Jasonom Kiddom v finalu, ampak jaz mislim, da vseeno en velik uspeh naredil lani. Če gremo nazaj, nekaj si rekel Jason Kidd, pa tudi moramo vedeti, da gre vse v fazah. Imaš 3 leta, tudi Dirk je imel Averyja Johnsona, so prišli v finale, pa je enkrat bil zrel, ki je bil malo kasneje za Ricka Carlisla, za taktika, ki je mogoče ugotovil, kaj mu manjka. Tako da tudi tukaj bo Jason Kidd noben trener ne bo, jaz dvomim, da bo on 10 let trener Luke. Ampak ima pa pač neko fazo v trenutnem razvoju in mogoče je bil v tej fazi celo dober. Da se razumemo, meni je bil Jason Kidd eden izmed najljubših košarkarjev, ko sem odraščal. Zaradi njega tudi šel v New Jersey oziroma v New York, gledati v IZOT Center, se je takrat še imenoval, kjer so igrali Jefferson, Carter, Krstić, Nahbar, pa Jason Kidd in meni je bil Kidd
drugač res ljub košarkar, ker se je videl, da šteka basket in da temu primerno tudi igra. Kot Chris Paul. Ja. A veš, sam zdaj ne, če pa gledam Krisa Paula in Jasona Kida, mi gre ta pa oba na jetra. No, če pogledamo še drugot po ligi NBA, statistika, ki pa bode v oči, je definitivno ta, da je Dallas 11 s 5-5 in na zahodu. Na vzhodu ga to pripelje na 3. mesto. Kaj nam, spoštovana družba, simultano pitje, bravo, fanta. Pa ni več oktober, by the way. Ja. Kaj nam to pove o ligi? S pivom, Oktoberfest. Dajmo. Habu sem. Kje si, meglica? Ja, oče, oprosti. Spet. Kaj nam to pove o ligi, pa kvaliteti? Ali pač odgovor čisto enostaven, pa gremo lahko dalje, da je vzhod šoder, pa zahod res dober. Mislim, da je to. Mislim, da se podpišemo. Se podpišemo, pa gremo dalje. Mislim, če gledamo zadnjih 20 let, je vzhod v 18 letih bil slabši od Westa. To je res bizarna statistika trenutno, ne? Ja, samo včasih je bil pa ist v časih Jordana, je bil pa močnejši, ne, pa Nixov, pa tako naprej. Ne. Povem nam tudi to, da to, kar smo govorili v prejšnjem podcastu, ko smo napovedali, da imata dve ekipi, ki sta imeli največje vprašanje na vzhodu, velike probleme, to sta pa Milwaukee pa Philadelphia. Ne. Se pravi, če bi bile te dve ekipe, nam rekel, normalne, ker smo ugotovili, da so težko normalne, ne, se pravi, bi bila situacija mačken drugačna ali pa ne toliko ekstremna, zdaj, ko pa sta te ekipi v takih problemih, je pa situacija pa zelo ekstremna. Pri Filadelfiji jasno, ni Embida, zdaj se je poškodoval še Maxi, začetek sezone je spustil Paul George, ki se je zdaj vrnil in pač Paul George ni več Paul George, kot smo ga poznali, več kot očitno, ali pa se še vrača. Je bil pa Nick Young. On je bil playoff pika. V negativnem smislu. Ja, zadnje cajte bolj. Ja. Zakaj ga ne maraš? Jaz sem Paula Georgea ful rad. Sploh imam rad en model njegovih patik. Zelo dobre. Jaz sem imel tudi ene Georgike. Ful dobre. Pa se reče Georgike. Stari. Georgike. Jordanke, PGike, ja. PGike. Pa sem jih imel po mojem 4 leta, haklo, ful, dober. Kako skromno človek. Ful dober, stari. Ful dober je haklo. Pa je Mirko to pogledal. Žal mi edini lahko da potrditev. Nakazal malo. Po drugi strani pa Milwaukee, ne, krasna ekipa, fantastično. Jim gre 2 zmagi, 8 porazov, brez težav s poškodbami, razen Middleton, ki je pač sinonim za poškodbo. Smo v prejšnji podcastu napovedali, da stara ekipa, probleme in to se je pokazalo. Middleton operiral bila gležna, ga ni in potem nimajo na žogi nobenega. Ne. Pokazalo se je tudi, da Dame Lillard je problem. Ne. Pazi zdaj, pazljivo. Kar nadaljuje, ampak pazljivo. Obožuje Dama Lillarda. Tako, ja. Mislim, da je on en steber obrambe, kamorkoli ga postaviš. Tako da vice, ne, da imajo probleme obrambno. Jaz sem gledal zdaj za vikend tekmo z Bostonom. Ne. To je noro. Ne. Tam imaš na žogi bekovsko linijo Derek White, Drew Holiday krije od Janisa do Lillarda, ne vem, kogarkoli, na drugi strani imaš pa Lillarda, ki ga mora skrivati po terenu in to je njihov problem. Ne. Se mi zdi, da se vidi, koliko jim manjka ta Drew Holiday. Ja, kam gre Janis torej? Meni je enkrat v Dallasu, predlani na večerju mi je to rekel Brian Windhorst. Da je to njegova teorija, da bosta Luka pa Janis enkrat igrala skupaj. To je bilo zelo zanimivo videti. Ampak jaz nisem siguren, če sem ful navdušen. Jaz pa sem, ampak bi Janisa pač odstranil žoge. Ja, normalno, itak. Ja, se tudi Janis Janis bi bil pick and roll igrač pa slasher. Tako, on bi bil petica, ne, on bi bil petka, lively. Vse to je positionless basketball. Ko pojame skok v obrambi, na odprtem terenu, green light, majstor je žoga. Se vidimo tudi, kakšno mi Luka daje, ne, sam laufi. Jaz mislim, da košarkarsko, da sta fit, ne, bolj je zdaj spet, kdo je prva, kdo je druga violina, zvezda, kdo ima žoga, kdo nima te zadeve, ampak jaz mislim, da sta oba verjetno sta fit, že to dala čez, tako da verjetno bi tudi to pogruntal. On bi sprejel, mislim, da on s tem nima takih težav. V grški reprezentanci že to vidimo. Ker so ga že, tudi vsega ne vidimo več. Stari, jaz nisem tako siguren. Jaz mislim, da je problem, ker Janis je osvojil naslov. Ne?
In takrat pa nam rekel, da ga je dosti sam osvojil, ker je bil Middleton takrat dober, pa Brogdon je bil takrat pa Drew. Oni so, Milwaukee je poskrbel, da je Boston toliko močen, kaj je. S tem tradom za Lillarda in Klej je, kot smo že parkrat se pogovarjali, Klej je Brad Stevens naredil neverjetno kopčijo, da je tazga koristnjaka, obrambnjaka, napadnjaka, kot je Drew pripelil v svojo ekipo. Mislim, se s tem, ko je šel iz Milwaukee, je že zgodba končana. Ja, in Milwaukee je takrat končal zgodbo. Ja. Pa se lahko pogovarjamo, kakšen super zvezdnik je Damian Lillard, pa ga noben trener ne bi zamenil za Drew Holiday. Jaz ga ne bi. Sam zanimiv, da nimate feelinga, da bi bilo to težko, oziroma da bi se ful dobro vklopila. Ker meni se vsem zdi, da Janis bi Klej rekel, čakaj, jaz imam prstan, ne? Jaz imam 2 MVP-ja. Jaz mislim, da ima Janis večji ego, kot pa mi mislimo. Tudi On ni tok. No, jaz sem govoril o fitu košarkarskem, zdaj psihološko, fitu egov, pa spet špekuliram. Ne? Jaz pa mislim, da ne. Pa mi smo preveč jih je bratov v družini. Če bi bil edinček, jaz mislim, da nima tazga ega, res ne. Ma pa ta ego, ti moraš vedeti, da njega tam ne gledajo kot Američana. Čeprav je temnopolt, on je tam Evropejc in je konstantno pod napadom nekega disrespekta. Mi, Evropejci, še vedno nas gledajo, kot da mi ne spadamo tja. Zdaj pa moram reči, gremo nazaj na Trumpa. Ne veš, kaj je rekel za Janisa na shodu v Wisconsinu? Kaj? Da je on bolj Grk, kot njihova zvezda tukaj lokalno. In on bi raj igral z Evropejci pa osvajal. In jaz verjamem, da Janis gleda raj Jokića, kot pa nekega Američana. In oni njega sploh ne gledajo kot svojega. Pa dobro, sej vsak ve nekaj v basketu, raj gleda Jokića. Američani so alergični na to, jaz ti povem. Ker jaz imam za sabo sigurno 60 soigralcev Američanov. Njih večino ne impresionira ta evropska romantika, sploh balkanska, ta medvedek pul košarka, ki je pač bravo, dejansko, medvedek pul, absolutno. ampak je dejansko čudovito, kaj ta azga gledata. Ko nekdo igra z glavo, lahko se pogovarjamo, da tudi telesno so te fanti nadarjeni. Jokić je ogromen in zelo močan in to težo in višino kontrolira. Moraš to znati uporabiti, ne? Kontrolirati, uporabiti, ampak Američani, njih to ne impresionira. Oni so bigger, faster, stronger in to je za njih kvaliteta. Ne, to se strinjam. To se počasi seveda spreminja. Zaradi teh dveh igralcev. Je ta mentaliteta, mi, vi. Je. Oni tudi v Ameriki vidimo iz reprezentance, iz EU košarke. Oni imajo ta nek brotherhood, kjer se poznajo in Evropejci so vedno outsideri. Medtem ko se mi zdi, da tudi zaradi tega, da se temu kontrira, potem še bolj, ne vem, so prijatelji, ne vem, Luka Janis, Luka Jokić in tako naprej, vsi te Evropejci, ne vem, Lauri Markkanen, je, preden so ga tradali v Utah, je celo izrazil, da bi igral v Dallasu, recimo, ne. Tako da ta del se mi zdi, da je sigurno je na temu neki, ne. Lauri Markkanen je enega najboljših vzdevkov, ne, smo ugotovili. Kako je The Finisher. The Finisher. Zelo, zelo dobro. Zelo Avenger nickname. Smo pa včeraj tekom snemanja enega drugega podcasta zvedli še za en full dober nickname modela, ker ne vem niti kako se kliče, niti kako mu se piše, ampak kada bi rekel John Mason, Luka, Bad News, Bad News Štocin, stari. Koliko je pa to dober nick, da he's Bad News. Sam The Finisher je next level. Finisher je kar nenadoma sem si zaželel, da bi bil Fin. Nisi tega pričakoval, da boš kadarkoli rekel. Omenil si Jokića, ne? Jaz sem komentiral 2 ali 3 tekme že Denverja letos, predvsem zadnji 2 sta bili zanimivi, včerajšnja proti Dallasu, pa še 4 dni prej proti Oklahomi, ker je Oklahoma prvič zgubila tekmo letos in Denver je igral brez Murrayja, brez Gordona, z neko ekipo, ki je tudi zaostajala za 16 proti Oklahomi in v začetku 3. četrtine je to vse skupaj izgledalo, da bo isto, kot na prvi tekmi sezone, ki jih je Oklahoma odpihnila v Ball areni v mestu miljo visoko. In pol stari je Jokara začel, vključno z Russellom Westbrookom, mind you. Westbrook jih je dal 29 Westbrook je odigral, jaz leta nisem bil toliko navdušen nad Russellom Westbrookom, kot na uni tekmi. In ko je vrgel eno s pol razdalje v tablo, Mike Malone menjava in se usedel do konca tekme, oziroma pol na koncu še nekaj malega prišel igrati. Nikola Jokić je trenutno 2 razreda nad vsemi, stari. To je bizarno in hkrati bizarno dobro, kaj on počne na igrišču in kako ekipa okrog njega
ki je letos ful drugačna, sploh Zuno, ki je osvojila prstan, ful je mladih igralcev, hitrejši so, mlajši so, bolj so atletski, Peyton Watson, Julian Strother, Christian Brown, sploh zdaj brez Gordona se to še bolj pozna, ker igrajo več, ampak to vse funkcionira. Tukaj je Denver vzel en velik rizik v off-sezoni. Vemo, da je bil tam kar velik trenja med Calvinom Bootom, GM-om pa trenerjem, ker trener je zaupal tem starim preverjenim igralcem, KCP-om, on ni dal minut, recimo v play-offu Watson je spadel iz rotacije in oni so draftirali te mlade atlete in zdaj nekako jih je tudi z deloma silom prilike zaradi poškodb morajo igrati. Je pa res, da tukaj gremo nazaj, da je tukaj Jokić ta, ki naredi okolje, da te mladi igralci uspejo. Ker bi imeli v drugih ekipah velike probleme, ker kakšni niso šuteri, so pa atleti in tukaj oni s tem svojim sistemom, Jokić toliko nase vleče igralcev, vsi dobro utekajo in potem tukaj uspejo. Ampak je bil en gamble, ki se jim je zaenkrat kar dobro pa slabo so začeli sezono. Ja, prvi dve tekmi so zgubili, poje nekako to vse skupaj zaklikalo, pa jaz še skozi mislim, da Denver ostajam pri uni svoji napovedi, da ne bo to lahka sezona za njih in ne bo šlo tako gladko, kot gre zdaj v, ko ima mislim, 5 zaporednih zmag. Je pa seveda play-off, kjer je vse na podlagi match-upov se odloča, imaš pa tu manko, če je ekipa, okostje ekipe sestavljeno iz toliko mladih igralcev, pa Indijanca, kot je Westbrook. Je pa Murray je predvsem tukaj problem, No, pa to, da Jokara igra redno 40-42 minut. Mene to skrbi, jaz ko gledam, jaz sem že kar zdaj utrujen, ko ga vidim. Ja. A je to sustainable, to je nadčloveški performance človeka, ki ni zdaj, bi si upal povedati, da njegova regeneracija ni ista kot pri, ne vem. Medvedek pu. Ja. Bojim se samo tega, ampak pač to je res, kot si rekel, to je trenutno je najboljši igralec na svetu. A veš, kaj mene najbolj impresionira? Cifre so nore. Ampak cifre so nore pri marsikomu, ki je v slabi ekipi pa zgubila tekme. To so cifre, ki dejansko zmagujejo tekme. In on neposredno vpliva na to, da je ekipa boljša od kogarkoli in bilo s katerim stilom oni igrajo, usilijo svoj ritem igre, so tega sposobni in na koncu tekme dobivajo. To niso Westbrook cifre iz Oklahome. To niso prazne cifre, to hočem reči. Ne, sigurno. In to za ekipo, ki ni lih po poškodbah teh nismo jih pričakovali, da bo to tako trenutno izgledalo. Vse to je momentum. Ja. A je to zdaj, to je zelo mehen vzorc, ampak se strinjam, on je človek, ki dejansko kogarkoli mu daš in pa to, slasher in cutteri v drugih sistemih ne prosperirajo, tako kot je rekel Frale. S tem človekom igrati, samo da si atletski in ti Mike Malone je seveda tudi zelo zaslužen za to, ker celoten sistem tako funkcionira in ga postavlja v pozicijo od visokega posta pa dol, pa da inicira pick and rolle, pa reverse pick and roll. To je ogromno nekih stvari v sistemu in Jokara te igralcev dvigne 2 nivoja više. Ko verjetno bojo šli za več milijonov v naslednjo ekipo, ne bojo blizu tega performansa. Tudi moraš imeti določen nivo košarkarskega IQ-ja, da lahko s takim igralcem igraš. Se isto je za Luko. Če nisi pameten igralec, težko igraš v takem sistemu, ker moraš to gibanje brez žoge razumeti. Pa smo spet pri tem, da Američanom je to velikrat težje, kot pa po mojem Evropejcem, ki so bolj iz neke taktično dovršeni igralci ali pa imajo celokupno gledano višji IQ, kot pa Američani, v košarkarskem smislu. In če gre zdaj Peyton Watson igrati mogoče v bilo katero ekipo drugo v ligi NBA in bo ta ekipa hotla isto produkcijo z njegove strani, bo zelo težko dostavil. Ja, pa se to smo se že pogovarjali isto pred Dallasom, ne? Ja. Kje so razni Dorian Finney-Smith, Dodi pa Reggie Bullock in isto je kle, ne? Kje je Gary Harris? Kje je Will Barton? Veš, kje so te ljudje, ki so imeli 12, 13, 14 pik na tekmo, ki so v bistvu haklali in vsem je pa isto eno, ne? In to je Jokara. To je noro, koliko lahko tip, kot si ti rekel, noro je, kako te dvigne v enega relevantnega košarkarja, ki si v drugem sistemu si pa mrzel. Yes. In ful je dobro tudi Mike Malone rekel, ki ga je novinar vprašal na konferenci, mislim, da prav proti tekmi po Dallasu, je rekel, kao ti Jokić že kaj zameri, ne? Mislim, da je na igrišču 42-44 minut, ne? Pa sam rekel, did you see his paycheck? Kao, it's okay. That's what the money is for. Meni je žal, da nisem nikoli s takim igralcem igral.
ker pol ne bi zdaj z vami pil brezalkoholnega piva. Vse, kar rabiš, je šut za 3, okoli 40% in bi se kar Stvar rešena. Ne, hecam se malo, šalo na stran, ampak ja, dejansko, ja, to je neverjetno, kako dela ljudi okoli sebe boljše in to je prava definicija superzvezdnika za mene. Da ne, Američani so nagnjeni k temu, odraščajo že v temu, da je game of ones, oni pač 1-1 so veliko bolj razviti kot mi Evropejci, mi pa moramo komponirati že od mladih nog več osnov sodelovanja in tako naprej in malo boljš, prednost imaš v branju igre. No. V bistvu Jokera v zelo neugoden položaj spravlja vse te ameriške analitike, ne? Ker velikrat je za njih lahko izgovor, ok, on zmaguje, igra ful všečno, drugačno, medvedek pu basket, ampak lejte, kakšne cifre ima pa Embiid, ker so pač mahnili na statistiko in tako dalje. Ne? On zmaguje tekme, igra medvedek pu basket, neznačilen, romantičen bolj za naše razmere in obenem so cifre megalomanske. In pač kako boš dal MVP-ja njemu, pa please, ne gremo zdaj v debato, kdo bo MVP letos, ampak sem pravim, da dejansko ni argumenta proti njemu, da je trenutno najboljši na svetu, by far. Ja, bi šel pa nazaj spet na prejšnjo epizodo, ko smo rekli pa prej, ko smo špekulirali, kaj bi bilo z Lukatom, pa ne bi bilo, če bi imel tega trenerja, ta sliding door momenta. Mislim, da sem to prejšnjič rekel. Če bi se situacija obrnila, pa da bi lani Dallas dobil tisti Miami v finalu, pa Jokera Boston, bi pa zdaj obratno govorili. Bi ga pa še vedno pluval, pa je isti igralec. Ja. Nisi nič usvojil. Ne? Zdaj vse se to, NBA, ta narativ okoli Jokića se je tudi v NBA spremenil, ker enkrat ta naslov dobo. Ne? Zdaj, da se ta naslov dobi, so pa včasih je treba tudi malo sredi. Moraš biti res fenomenalen, moraš biti dober, ampak včasih pa rabiš tudi malo, da se ti stvari prav kakšen matchup obrne. In tukaj je on in dober, in to nam rekel srečo, ampak je vse imel, da je bila tista pot do finala lažja. Pa ne rečem, da jo ni sposoben ponoviti, ker je res najboljši, ampak hočem reči, kako se percepira enega igralca in vso to zdaj njegova statistiko njega se zdaj, odkar je ta naslov dobu čist drugače gleda. On je še prej svoj naslov, ko je imel 2 MVP-ja, se v njem govorili, ja, to je v redu, redni del, ampak tisto igro ne boš nikoli nič usvojil, to je, ne vem, še pa še ne. Še o par ekipah na zahodu, ki so mogoče presenetljivo v vrhu. Predvsem Golden State. Mind-blowing. 8-2, 8 zmag, 2 poraza za ekipo, ki jo je Klay Thompson zapustil, ki je šla v nek srednji rebuild, prenovo. Hibernirati v bistvu. Spraševali smo se pred začetkom sezone, vprašanje so bila, kaj bo zdaj Curry, ne? Se pravi, realno nimajo šans za naslov, a bo on zdaj tam preživljal svoj cajt, ker je pač tam doma celo kariero igra pri tej ekipi in zdaj pustimo, sezona bo najbrž marsikaj še prenesla, ampak Golden State trenutno igra najbolj učinkovit basket v napadu in z Buddyjem Hieldom, ki sklopi daje mirnih 20 na tekmo plus, igrajo noro dobro in zanimivo bo videti tudi, kako bodo zdaj, danes po noči igrajo prvo tekmo pokala za Dallasom, kako bo Dallas reagiral na tako igro. Ne? Mene je en trener rekel, ko se govorijo o tem, da je kar prišel zdaj do svoje druge karijere, da trenira to ekipo, ki bi bila euroligaška ekipa in dejansko tako igrajo. Ne? On ima rotacijo 12-13 igralcev, največjo rotacijo, stiskajo in tukaj je recimo spet, če gremo nazaj na Dallas, problem prve peterke, ne? Ker imaš ti veterane, sprav na zunanji liniji v obrambi Luka, Kyrie, Klay, ne? Ni nobenega pritiska, nobenega neke energije, da se tukaj res nekaj na začetku spremeni ali pa da se, ne vem kako Američani rečejo, disrupta neke akcije, ne? Medtem, ko Klay se vrtijo, pa imaš Wigginsa noter, pa je Gary Payton, pa je Melton, pa je Kyle Anderson, en kup nekih igralcev, tako vsi znajo igrati v obrambo, vsi razen Curryja, so neki fizikalci in tukaj stiskajo, pa imaš Draymonda Greena in on igra najboljšo obrambo lige, zato ker se to krutira, ker igra s tako energijo, ker si jo lahko prvošaš, če ti imaš, ne vem, Mirko bo spet povedal, je drugače. V Dallasu že zdaj igrata ali pa Jokera po 40 minut, Kyrie, Luka, medtem, če ti veš, da boš igral, mislim, da pri Golden Stateu do pred kratkim ni ben več igral, ne poprečno, ampak do 30 minut na tekmo. 2 tekmi nazaj sta prvič Green pa Curry igrala več kot 30 minut. Če ti veš, da boš igral 25 minut, je verjetno drugače igraš obrambo, kakor če veš, da boš igral 42. Ja, in trener tudi lahko zahteva pol večjo
večji pritisk, večjo intenziteto in ta nek pace, bi rekel temu Američani, lahko na veliko večjem nivoju zadržuješ celo tekmo, ni šparanja, ker veš točno, tako kot si rekel, če igraš 25 minut in ne daš vse od sebe, ja, ti se konča tekma in gledaš v lufta, to je to, sploh nisem zmatran. Če igraš pa 40, moraš pa razmišljati in v obrambi, v napadu, kje boš prišparil kakšen moment za zadnje trenutke, sploh če je tekma v egalu. Ne? Zanimivo, da smo govorili o Dallasu, da ima dolgo klop in 12 igralcev ali pa vsaj 10 igralcev, ki so legitimne izbira in zdaj imamo debato, da je Smrdi. Golden State lahko igra, Dallas pa smrdi. Ne? Ampak pustimo, mogoče za naslednjič. Noben od nas se pa ni upal reči, da bo Golden State slab, recimo. Ampak smo ga košesli, smo ga spustili čez, ker je bila neka velika neznanka. Ja, neznanka, ja. Srednjem rebuildu in smo bili modro tiho, tako da ja. In smo zelo pametni, da itek smo. Jaz sem vedel. Uravnilovka pride, no. Sej pride še. Definitivno pride. Ampak je pa začetek, ki ga po mojem noben ni pričakoval, da bodo oni tudi suvereno. Naprimer, oni so Oklahomo razbili, ne? Pa po mojem mnenju, še skozi trdim, Oklahoma je prvi kandidat za prvo mesto na zahodu. Tu dobro so začeli sezono, imajo mislim na isti skor, ne? 8-2, isto kot Golden State. Zdaj bo zanimivo za Oklahomo, ne? Oni so bili lani najbolj zdrava, najbolj mlada, najbolj zdrava ekipa, zdaj se jim je poškodoval resno Holmgren, ne? Ja. Prej so imeli Hartenstein, zdaj bo prvič Oklahoma naletela na en problem, ki ga imajo vse ostale ekipe. Ne? Tudi Phoenix je, prej smo govorili o tem clutch rekordu, ne? Sem imel eno debato, Američani govorijo, koliko je to random. Ne? Mi filozofiramo zadnja akcija, tako lani je bil Dallas druga najboljša ekipa, clutch 23-9, eno leto prej, če se spomnite, smo špekulirali Luka, Kyrie, ne Mortozu, Phoenix je bilo obratno. Lani je ena najslabših ekip, letos v clutchu 7-1 in imajo super začetek. Zdaj se mi je poškodoval Durant. Tako da te poškodbe so začele, bojo kar malo spremeniti, bomo videli po 10 tekmah, kaj bomo. Koliko resno se je KD? KD, jaz mislim, da ga ne bo par tednov, 2-3 tedne, ne? Ni tako resno kot Holmgren, medtem ko Holmgren je pa, on je zelo pomemben igralec, ker on je rim protektor, on širi, igra ta 5-out in on je drugi najboljši igralec. Ne? On je imel letos super sezono in mislim, da bi bil on v prvi, drugi obrambni peterki lige in ga bojo kar orang pogrešali. Ja, poleg tega še skozi manjka Hartenstein, ne? Dejansko nimajo oni zdaj. Tudi Jalen Williams, ki je ta backup, slabši center, petka njihov, oni dejansko pod košem nimajo v bistvu nobenega. Je pa res, da so se dobro znašli tudi za to nižjo peterko v obrambi, ne? Niso igrali slabo, je pa res, da čez celo tekmo je to veliko težje, kot pa v njih 20 minut. Spet gremo nazaj, zakaj igrajo dobro obrambo, ker imajo Carusa, Dorta, Wallacea, ki jih rotirajo, ki bojo konstantno celo tekmo, kot Boston, ki smo prej rekli, vršili pritisk na žogo. Phoenix, mogoče še beseda ali dve o tem. Menjava trenerja, Mike Budenholzer je v bistvu podedoval enako ekipo, dodali so Jones, ta organizator igre, ne, se pravi Tyus Jones, drugač bolj kot ne enako in čist prerojeno. Ja, eno je klač v ključnih momentih, da zdaj pač zmagujejo tekme, ker so bolj uspešni tam, ampak vseeno Phoenix zame je manjše presenečenje po 10 tekmah. Efekt Budenholzer, če mene vprašaš. On je redni del sezone, mojster rednega dela sezone. On je po mojem trener, ki je v zadnjih 20 letih bil največkrat prvi z ekipo po rednem delu sezone in to je delo z Milwaukeejem. Tukaj se vidi to, kar smo prej govorili, te majhni detajli, oni so to ekipo po njegovem, bomo rekli, receptu malo prilagodili. Dali so še par šuterjev, se pravi Tyus Jonesa, Žilani so dobili Roycea O'Neala, potem Grayson Allen in oni, bila ekipa, ki meče največ midrange, so zdaj top v trojkah in ta sistem 5-out slow, on sili Nurkića, da meče trojke in to je preverjena formula, ki v rednem delu lige NBA funkcionira. Zdaj playoff je drugo, ne? Pridemo spet na druge vrste košarke, druge vrste match-upov, ampak znano je, efekt Budenholzera isto je v Clevelandu, za Kennyom Atkinsonom. Sprav, Cleveland, ki je imel neverjetne probleme v napadu, zdaj prosperira. Ko smo glih pri tem, kdaj pride uravnilovka za Cleveland, a pride? Ali? Jaz mislim, da pride, ja. Sam, da pa ne bo toliko udarna, kot pri Golden Stateu. To je meni kar šokantno, v bistvu 12-0. Tudi oni so premagovali veliko slabih ekip, lažji razpored, ker so pač na vzhodu, ki je šoder, ampak vseeno 12-0 je kar impresivno začetek. A je tebe to... Kako bi rekel, a te preseneča? Najbrž te preseneča, ampak do kjere mere? A si da res nisi niti malo pričakoval kjerekoli ekipe, da bi lahko začela 12-0, ne sem Cleveland? Mene je to ful presenetilo. Pač, da se zdaj ne pretvarjam tukaj, ne, jaz sem vedel. Ampak tam sem to pričakoval, to je nekaj podobnega kot Indiana, tam
4., 5. To me ne bi presenetilo, ampak da so tako prepričljivo na prvem mestu z 12-0 skorom, jaz sem pač mogel osvežiti telefon, kar parkrat. Tudi jaz ne parkrat. Pač iskreno, ker nisem jih spremljal čisto vsako tekmo, ampak ko sem si malo vzhod pogledal, če Cleveland, ko je bilo že, 7-0, in tudi zmage so take suverene, sem šel razpored pogledat. Pač ni zdaj dost egal tekem. Samo to, kar si ti rekel, pač ist. Vse je več. Vseeno moraš dobiti, ne? Ja, ampak oni tazga skora ne bi imeli, če bi recimo prvi mesec šli na eno poslovno potovanje, pa imeli Oklahoma, Minnesota, Dallas, Denver pa Golden State. Še skozi se ti bolj bojiš Golden State, ki ima 8-2, pa Clevelanda, ki ima 12-0, je res? Ja, v bistvu. Tam, vsaj. Tam, ja. Ok, zadnja tema, pokal se začenja v ligi NBA in glede na to, da smo zdaj govorili o teh vročih ekipah na začetku, a so to tudi glavni kandidati, da osvojijo pokal? Lani smo imeli debato o pokalu lige NBA v smislu, to je tekmovanje za neke mlade, nadobudne ekipe, kar se je izkazalo, da je Indiana igrala finale. Pa za LeBrona Jamesa. Pa za LeBrona Jamesa, ki je pač v bistvu brez njega, če on po mojem ne bi toliko reagiral, pa resno vzel pokala, ne bi bilo relevantno tekmovanje. Ki so dobili prve 2 tekme, pa je videl, da imajo možnost. Mislim, da so tudi cel NBA je to tako vzel v prvih par tekem, tako kot bo danes prva, ta Golden State Dallas. Jaz mislim, da to vse probajo narediti drugačno, pa ta bo drugačna, ampak ne zaradi pokala, zato ker bo prišel Clay nazaj v mimogrede, San Francisco. Čisto vsak navijač v dvorani bo dobil kapitansko čepico. Kar je tribut za Clay. No, ampak hočem reči, jaz mislim, da je en Luka, da te tekme, sej po mojem, vidijo malo drugačen igrišče, ampak potem, ko pa imajo možnost, se pravi, ko se malo skristalizira, da prideš za polfinale, pa je ta kompetitivni duh, ki jih pa potegne not. In to se je videl pol v finalu, kakšna tekma je bila Indiana. Takrat pa je res, takrat pa je drugače. In takrat je pa ima pa ta pokal pol neko dodano vrednost, ker so pač tekme sred sezone zelo zanimive, ker drugače niso. Ja, po končni fazi igraš za lovoriko, zaradi tega tudi mogoče malo ne razumem, da vzameš prvi 2 tekmi tako na easy, pa bomo videli, kaj bo, če slučajno zmagamo in pol vidimo, da imamo šanse iti naprej, zdaj bomo pa resno odigrali do konca. Jaz napovem finale Cleveland-Memphis. Morant je poškodovan drugače. Jaz napovem finale Cleveland-Houston. Evo, Cleveland-Houston. A zdaj napovedujemo finale pokala. Dajmo, tako, ekipe, za kere mislimo, da imajo realne možnosti za osvojitev. Seveda, Boston je najbrž tle, ki igra nek stil basketa. Dol visi za pokal. Se strinjam, ampak oni igrajo, basket, ki ga Boston igra, ga je ful težko premagati. In sem z tega vidika blizu bodo, po moje, tudi če nočejo biti bodo. Jaz bi rekel, pred poškodbo Četa bi rekel, ki si, kaj je mlada ekipa, ki hoče se dokazati. Tudi Memphis isto z Morantom, če ne bi bilo, ampak zdaj pa težko. Jaz nisem navdušen sploh nad tem pokalom. To je samo zato, da se verjetno dvigne gledanost, sploh ne vem, zakaj ga imajo. Daj mi povej, zakaj nisi navdušen? Lahko se vrnemo na začetek s tem. NBA je zelo padla gledanost. A je bil bubble na zadnje, ko so bile volitve? 2020, da. In se je reklamiralo na veliko. Prvič se je začela politika vmešavati v NBA in je gledanost drastično padla. Seveda, pol ljudi je za demokrate, pol je za republikance in če reklamiraš ene in druge ne, že tle zgubiš ogromno nekih ljudi. In zdaj ta pokal, ne vem, mene to sploh, tako kot je on rekel, to bo ekipe mlade, imajo veliko večjo prednost, ko so veliko bolj motivirane enega Lebrona, Luke, Jokića, ta pokal ne zanima in jih zanima, kaj bo na koncu sezone. A hočeš prediction? Ne, zanimivo mi je to mnenje, da ne razumeš, zakaj je ta pokal. Ker v moji knjigi je ta pokal super koncipiran, zato ker dejansko tekme niso dodatne tekme. To so tekme, ki štejejo v redni del sezone. Ne? Zamisel odlična, ampak hočem ti povedati, da sama lovorika iz igralskega stališča ti povem, da pač to je trenutno še popolnoma neuveljavljeno. Ja, seveda, itak. In noben od igralcev, sploh teh starejših, recimo, da so v drugi polovici kariere, ne razmišljajo o pokalu, da bo to dodali na nek svoj renome. Štejejo prstani in tako. Je pa neka popestritev, pa tako, kar si rekel, glede na to, da štejejo za tekme rednega dela, ideja je odlična. Ne? Pa zakaj ne? Why not? In tudi ampak, a se boš zbudil, se boš tiste dni zbudil in te bo dejansko zanimalo, da bo osvojil. Za polfinale pa finale
Zakaj pa ne? Glede na to, kako je bilo lani, pa kakšne tekme so se. Jaz sem me boš dal, da bom komentiral, pa sem zbudil. Sacramento Indiana se ne bi, za finale se ne bi Sacramento Indiana vzbudil. Kdo je bil pokalni zmagovalec lani v Sloveniji? Pokal, a je v Sloveniji? Moraš razmisliti. Olimpija. Ja, zato, ker je razlika do druge ekipe v budžetu, ne vem, 2 milijona. Ampak hočem ti povedati, ne veš v Sloveniji, recimo, če bi bile ekipe zanačene, pokal nobenega ne zanima. Tisto, kar je na koncu. Jaz mislim, da je imel NBA grozen problem, ker ga res noben ni gledal do februarja in meni, na primer, lanska sezona mi je bila vsaj do decembra, do Božiča bolj zanimiva zaradi tega pokala. Tudi hype na social mediji je drugačen, igrišča so drugačna, pač cel koncept prenese nekaj več, kot pa sem. Jaz razumem trženje in da rabijo oni ogromno število tekem, ampak lih to je tisto, kar je največja njihova težava, da kvaliteta igre pada, igralci pač ne bojo igrali 120 tekem na sezono v istem ritmu, zmanjši število tekem, bolj bojo kvalitetne, bolj bojo gledljive, s tem pa vem, da pol pade količina tekem in možnosti oglaševanja in tako naprej. To je vse povezano. Pade količina tekem, pade tudi plača igralcem, ne? Kar pa najverjetneje se noben ne bi strinjal, čeprav vsi kričijo, ja, lahko bi igrali manj tekem oziroma noče igrati. To so vse mehanizmi, vse v neki harmoniji, to je težko karkoli spremeniti. Na pladnju smo nastavili tematiko za naslednje druženje, za danes pa, draga družba, najlepša hvala, kajti Kobe Bryant na moji levi že kaže. A to si ti kazal, jaz sem pa Pa ure nazaj. Jaz sem mislil, si politično nekorekten. A ja, da sem sam tako delal, ta pa. Ne bo ti. Se vidimo, se slišimo. Vidno. Lep pozdrav.